Kako je Singapur obogatel? Če pogledate na zemljevid, je Singapur zelo majhen. Gre za majhno otoško državo v jugovzhodni Aziji, ki leži na koncu Malajskega polotoka med Malezijo in Indonezijo. Toda, čeprav ima zelo malo ozemlja, danes tam živi več kot 6 milijonov ljudi. In ko gre za gospodarstvo, je Singapur ena najbogatejših držav na svetu. Leta 2025 je skupno prebivalstvo doseglo približno 6 milijonov 100 tisoč. BDP na prebivalca pa je skoraj 100 tisoč ameriških dolarjev na osebo. To je eno najvišjih na svetu. Ampak Singapur ni bil vedno takšen. Ko je postal neodvisen leta 1965, je bila ta majhna država, ki skorajda ni imela naravnih virov. Ni imel je velike zemlje za kmetijstvo, ni imel nafte ali velikih nahajališč mineralov. Prav tako mu je primanjkovalo lastnih zalog sveže vode. Veliko ljudi je bilo revnih, težave so bile tudi z brezposelnostjo in stanovanji. Zato je bilo takrat veliko vprašanje, ali lahko Singapur preživi kot neodvisna država. Da bi razumeli, kako so prebivalci obogateli, moramo najprej pogledati, zakaj je ta majhen otok sploh postal pomemben. Na tem območju so že dolgo pred prihodom Evropejcev živeli ljudje in potekale trgovske dejavnosti. A vendar je do velike spremembe prišlo leta 1819, ko je prišel britanski uradnik Stamford Raffles. Velika Britanija je opazila, da ima Singapur odlično lokacijo za trgovino. Nahaja se blizu Malajskega preliva, ene najpomembnejših pomorskih poti na svetu. Tukaj mimo pluje veliko ladij, ki potujejo med vzhodno Azijo, Indijo, Bližnjim vzhodom in Evropo. Preprosto povedano, Singapur je na odlični lokaciji, da postane postajališče in trgovinsko središče za ladje. Britanci so Singapur spremenili v prosto pristanišče. To pomeni, da lahko sem prinesete in prodate veliko izdelkov brez visokih trgovinskih davkov, ki so običajni v drugih pristaniščih. Zaradi tega se je hitro povečalo število trgovcev, delavcev in podjetnikov, ki so prihajali v Singapur. Prišli so iz Kitajske, Indije, Malajskega polotoka, Evrope in drugih delov Azije. Ko se je trgovina povečevala, se je povečevalo tudi prebivalstvo. Nekdanja majhna naselbina je postopoma postala veliko pristaniško mesto. Zaradi migracije je prebivalstvo Singapurja postalo zelo raznoliko. Povečalo se je število etničnih Kitajcev, Malajcev in Indijcev. Do danes je še vedno mogoče videti velik vpliv teh skupnosti, ki jih preučujemo. To se kaže v hrani, jeziku, veri in kulturi Singapurja. Dolga leta je bil Singapur del Britanskega imperija. Toda med drugo svetovno vojno se je situacija nenadoma spremenila. Februarja 1942 je Japonska zavzela Singapur, potem ko je premagala britanske sile. To je bil velik sram za Britanijo, saj je bil Singapur takrat obravnavan kot zelo močna britanska vojaška baza v Aziji. Japonska okupacija je trajala do leta 1945. Po porazu Japonske v drugi svetovni vojni so se Britanci vrnili, toda svet po vojni ni bil več enak. Britanski imperij je oslabel, v številnih kolonijah pa se je okrepila želja po lastni vladi in prav to se je zgodilo v Singapurju. Do 50 let prejšnjega stoletja je Britanija Singapurju postopoma dajala večji nadzor nad lastno vlado. Leta 1959 so pod novim sistemom samouprave potekale velike volitve. Zmagala je stranka Ljudske akcije ali PAP. Glavni vodja stranke je bil Lee Kuan Yew, ki je postal prvi predsednik vlade Singapurja. Lee Kuan Yew je eden najpomembnejših ljudi v sodobni zgodovini Singapurja. Toda Lee Kuan Yew sprva ni mislil, da je dobra ideja, da bi bil Singapur majhna in neodvisna država. Po njegovem mnenju je bil Singapur premajhen. Ni imel ni naravnih virov in je bil odvisen od trgovine. Verjel je, da bi bil Singapur bolj varen, če bi se pridružil Malaji, večji državi, ki je postala neodvisna od Britanije leta 1957. Po številnih pogajanjih je bila Malezija ustanovljena 16. septembra 1963. Vključene so bile Malaja, Sabah, Sarawak in Singapur. Voditelji Singapurja so mislili, da bo združitev pomagala gospodarstvu in varnosti otoka. Toda hitro so se pojavile težave. Vlada Lee Kuan Yewa v Singapurju in centralna vlada Malezije sta imeli različna stališča. Ena največjih težav je bila povezana s politiko in odnosi med različnimi etničnimi skupinami. Kitajci so predstavljali večino prebivalstva v Singapurju, medtem ko so bili Malajci večina v celotni Maleziji. Malezijska vlada je imela politike, ki so nudile posebno pomoč in zaščito Malajcem ter drugim avtohtonim skupinam. PAP pod vodstvom Leea Kuan Yewa pa je zagovarjala idejo malezijske Malezije, kjer so si želeli bolj enakopravno obravnavo vseh državljanov, ne glede na njihovo etnično pripadnost. Zaradi tega se je politični konflikt še povečal. Pojavile so se tudi gospodarske težave.
Obe strani se nista mogli dogovoriti glede davkov, trgovine in načina delitve denarja zvezne vlade. Leta 1964 so se napetosti še povečale, ko so v Singapurju izbruhnili nasilni rasni nemiri. Sčasoma je postajalo vse težje, da bi se vladi Singapurja in Malezije dogovorili. Na koncu je malezijski predsednik vlade Tunku Abdul Rahman verjel, da bi bilo še bolj nevarno, če bi Singapur ostal v federaciji. Zato je malezijsko vodstvo sprejelo zelo redko odločitev. Namesto da bi Singapur zahteval neodvisnost, se je Malezija sama odločila, da izključi Singapur iz federacije. 9. avgusta 1965 se je Singapur uradno ločil od Malezije in postal neodvisna ter suverena država. Isti dan je bil Lee Kuan Yew na televizijski tiskovni konferenci čustven, ko je govoril o razhodu. Dolgo je verjel, da je združitev Singapurja in Malezije pomembna za prihodnost njunih ljudi, toda druge izbire ni bilo več. Nenadoma je Singapur postal majhna, neodvisna država. Ni imel velike vojske, ni imel naravnih virov. Primanjkovalo mu je lastne vode. Njegov domači trg je bil majhen. In obkrožale so ga večje države. Zato, leta 1965, Singapur še ni vedel, ali bo imel vojsko, bo to uspešno, ali bo sploh lahko preživel sam. Toda namesto, da bi bila njegova največja slabost majhnost, je nova vlada izkoristila dobro lokacijo, pristanišče, delavce in mednarodno trgovino, da ustvari gospodarstvo, ki je bilo drugačno od skoraj vseh držav v jugovzhodni Aziji. In tukaj se je res začela hitra preobrazba Singapurja. Ko je Singapur postal neodvisen leta 1965, življenje ni bilo takoj boljše. Še vedno je bilo veliko brezposelnih, primanjkovalo je ustreznih stanovanj in gospodarstvo je bilo majhno. Država tudi ni imela veliko naravnih virov. Velik del vode je morala uvažati iz Malezije. Zato je bila največja težava nove vlade preprosta. Kako lahko majhna država, ki skoraj nima lastnih virov, zasluži? Za Lee Kuan Yewa in njegovo vlado ni bilo mogoče računati na kmetijstvo, rudarstvo ali nafto kot druge države. Imeli pa so dve veliki prednosti. Prva prednost je bila odlična lokacija Singapurja. Nahaja se namreč na eni najpomembnejših ladijskih poti na svetu. Druga prednost je bila, da ima veliko ljudi, ki jih je mogoče izobraziti in jim dati delo. Zato se je Singapur odločil odpreti svoje gospodarstvo svetu. Namesto, da bi izdelovali izdelke samo za svojo majhno populacijo, so želeli v Singapur privabiti velike tuje družbe. Ta podjetja bodo gradila tovarne, prinašala denar in tehnologijo ter zagotavljala delovna mesta Singapurcem. Vlada je zato že leta 1961 ustanovila posebno agencijo. Imenovali so jo Odbor za gospodarski razvoj ali EDB. Njegova naloga je bila poiskati podjetja iz drugih držav in jih prepričati, naj investirajo v Singapur. Po osamosvojitvi je to postalo še posebej pomembno. Singapur je poslal ljudi v Združene države, Evropo in Japonsko, da bi neposredno govorili z velikimi podjetji. Vlada je prav tako razvila Jurong, del zahodnega Singapurja, kot veliko industrijsko območje. Tam so zgradili ceste, tovarne, oskrbo z elektriko in druge stvari, ki jih podjetja potrebujejo. Na začetku je bilo veliko delovnih mest preprostih. Bile so tovarne, ki so izdelovale oblačila, igrače in druge izdelke, ki so zahtevali veliko delavcev. To je bilo pomembno, ker je bilo treba veliko Singapurčanov takoj zaposliti. Na to so začela prihajati večja mednarodna podjetja. Leta 1968 je bil eden največjih uspehov Singapurja prihod ameriškega podjetja National Semiconductor. Temu so sledila še druga podjetja iz elektronike. Singapur se je postopoma premikal iz preproste proizvodnje k bolj naprednim in bolje plačanim delovnim mestom. Toda pa da bi podjetja ostala, je moral Singapur pokazati, da je stabilen in urejen kraj za poslovanje. Zato je vlada postala stroga glede korupcije. Okrepili so urad za preiskovanje koruptivnih dejanj ali CPIB, agencijo, ki preiskuje korupcijo. Zakoni so strožji in večja je verjetnost, da bo državni uradnik, ki sprejme podkupnino, kaznovan. Hkrati so številnim visokim državnim uradnikom zagotovili tudi dobre plače. Ideja je, da bi bilo ljudi, ki vodijo državo, težje premamiti z velikimi podkupninami. Sčasoma je Singapur postal znan kot ena izmed držav z najnižjo stopnjo korupcije. Singapur je tudi zelo strog glede zakonov in javnega reda. Stavke so pod nadzorom in obstajajo jasna pravila za reševanje delovnih sporov ali težav med delavci in podjetji. Namesto nenehnih sporov med delavci in delodajalci je vlada vzpostavila sistem, kjer so v pogajanja vključeni vlada, podjetja in sindikati, vendar ima tak sistem tudi svojo ceno.
Odkar je Singapur postal neodvisen, je Ljudska akcijska stranka ali PAP vedno najmočnejša politična stranka. Obstajajo strogi zakoni glede protestov in javnih zborovanj. Že dolgo časa skupine za človekove pravice kritizirajo nekatere zakone in omejitve v državi. Singapur je tudi zelo strog glede kriminala in prepovedanih drog. Do danes ima še vedno smrtno kazen za nekatere hude zločine, vključno z nekaterimi primeri trgovine z drogami. Številne mednarodne organizacije za človekove pravice temu nasprotujejo. Medtem pa singapurska vlada pravi, da je to del njihovega načina za preprečevanje velikih zločinov povezanih z drogami. Toda vlada ni naredila le ukrepov za privabljanje tujih podjetij. Lee Kuan Yew je vedel, da če želi, da bo nova država stabilna, mora izboljšati tudi življenje navadnih Singapurčanov. Ena največjih težav takrat je bilo stanovanjsko vprašanje. Veliko družin je živelo v prenatrpanih in neurejenih hišah. Zato so leta 1960 ustanovili Odbor za stanovanjski razvoj ali HDB. HDB je hitro zgradil velike stanovanjske bloke. Niso gradili samo hiš. Ustvarjali so cele skupnosti s šolami, tržnicami, parki, klinikami, cestami in kasneje tudi javnim prevozom. Namesto, da bi številne družine ostale najemniki vse življenje, si je vlada zelo želela, da bi Singapurčani postali lastniki svojih domov. Zato obstaja pomemben razlog. Ko ima družina svoj dom, bolj čuti, da ima delež v prihodnosti države. Ko imajo ljudje svoj dom, si še bolj želijo, da bi država ostala urejena in stabilna. Zato je vlada prodala veliko HDB stanovanj, ki jih lahko družine uporabljajo do 99 let. Toda kako lahko navaden delavec kupi hišo? Tu pride v igro Central Provident Fund ali CPF. CPF je obvezen varčevalni sistem. Vsak mesec gre del delavčeve plače in prispevek delodajalca na osebni CPF račun delavca. To je kot prihranek, ki ga je mogoče uporabiti za upokojitev, zdravstveno varstvo in druge pomembne potrebe. Leta 1968 so Singapurci dobili dovoljenje, da uporabijo svoje CPF prihranke za nakup HDB stanovanja. To lahko uporabijo za polog in odplačevanje stanovanjskega posojila. Zaradi tega je več navadnih družin dobilo priložnost, da imajo svoj dom. Obstaja pa še ena težava, ki jo želi sistem javnih stanovanj rešiti. Prebivalstvo Singapurja je zelo raznoliko. So Kitajci, Malajci, Indijci in druge skupnosti. Spomini na rasne izgrede leta 1964 so bili takrat še zelo sveži. Vlada ni želela, da bi nastajale velike soseske, kjer bi skoraj izključno živela ena etnična skupina. Zato so leta 1989 uvedli politiko etnične integracije. Obstaja omejitev, koliko družin iz ene etnične skupine lahko živi v enem HDB bloku ali soseski. Namen tega je, da se kitajska, malajska in indijska skupnost ne bi ločevale ter da bi se navadile živeti skupaj. Sistem ni popoln in ima tudi svoje kritike. Vendar je imel HDB velik vpliv na življenje v Singapurju. Danes je bilo zgrajenih več kot 1.250.000 stanovanj HDB. Skoraj 80% prebivalcev Singapurja živi v stanovanjih HDB in približno 90% družin, ki tu živijo, je lastnikov svojih domov. Toda Singapur ve, da lep dom sam po sebi nima smisla. Če pa je izobrazba prebivalstva slaba, ker nimajo nafte, plina ali velikih zemljišč, so ljudje najpomembnejši vir Singapurja. Zato so veliko denarja vložili v šole in usposabljanja. Učence so učili angleščine, ker je to glavni jezik mednarodnega poslovanja. Hkrati so ohranili tudi učenje maternih jezikov, kot so mandarinščina, malajščina in tamilščina. Ko se je gospodarstvo spreminjalo, so se spreminjale tudi veščine, ki so jih poučevali. Sprva so potrebovali veliko tovarniških delavcev. Ko so prišla podjetja za elektroniko in inženiring, so potrebovali več tehnikov in inženirjev. Ko je Singapur postal finančno in tehnološko središče, so še dodatno okrepili univerze in napredno usposabljanje. Strategija je bila preprosta. Če država nima naravnih virov, je treba povečati vrednost znanja in spretnosti ljudi. Tako so ravnali tudi pri zdravstvu in javni infrastrukturi. Razširili so bolnišnice, klinike, sanitarno infrastrukturo, sistem čiste vode in javne zdravstvene programe. Hkrati so skrbno načrtovali nova stanovanjska naselja, da bi bili ljudje blizu šol, trgovin, zdravstvenih ustanov in javnega prevoza. In ko sta rastli prebivalstvo in gospodarstvo, je promet postal velik problem. Majhen Singapur si ne more privoščiti, da bi njene ceste preplavili zasebni avtomobili, zato je vlada veliko investirala v avtobuse in železniški sistem. V 80. letih so odprli MRT ali Mass Rapid Transit.
Kasneje so ga še naprej širili, da bi povezali stanovanjska območja, mesta, poslovne četrti in druge dele Singapurja. Zato, ko nastane novo naselje HDB, ne razmišljajo samo o stanovanjskih stavbah. V načrt so vključeni tudi prevoz, šole, trgovine, parki in druge potrebe prebivalcev. Tukaj lahko vidimo, zakaj ni le ena politika razlog za razvoj Singapurja. Vse je povezano. Pripeljali so tuja podjetja, da ustvarijo delovna mesta. Zgradili so stanovanja, da bi delavci imeli primeren kraj za bivanje. Uporabili so CPF. Da bi jim pomagali do lastnega doma in prihrankov, okrepili so izobraževanje, da bi imeli usposobljene delavce. Vzpostavili so učinkovit prevoz, da bi ljudje hitro prišli na delo. Zaostrili so boj proti korupciji in izboljšali javno upravo, da bi podjetja zaupala vladi. V nekaj desetletjih je ta kombinacija postopoma začela delovati. Učinkovit prometni sistem je prav tako zelo pomemben za Singapur. Ker je država majhna in je prostor na cestah omejen, vlada namerno nadzoruje število vozil. Preden lahko postanete lastnik novega vozila, morate najprej pridobiti dovoljenje za lastništvo vozila ali COE. To vam daje pravico do uporabe vozila za 10 let in običajno je zelo drago. Zaradi tega je manj zasebnih avtomobilov in več ljudi uporablja vlak in avtobus. MRT omrežje se še naprej širi. Cilj Singapurja je, da bo v začetku 30 let tega stoletja bo 8 od 10 gospodinjstev le 10 minut hoje od železniške postaje. Vendar v Singapurju ni pomembno samo hitro potovanje ljudi. Še večji razlog za njegov uspeh je hitro gibanje denarja in izdelkov. Leta 1968 je Singapur začel azijski dolarski trg. To je pomagalo, da je vstopilo več mednarodnih bank in finančnih podjetij. Vse je mednarodna trgovina v Aziji povečevala, je Singapur postopoma postal pomembno finančno središče. Hkrati so še naprej izkoriščali največjo naravno prednost države, njeno lokacijo. Singapur leži ob Malajški ožini, eni najpomembnejših pomorskih poti na svetu. Veliko ladij, ki prevažajo izdelke med Vzhodno Azijo, Bližnjim vzhodom in Evropo, pluje v bližini Singapurja. Zato je Singapur svoje pristanišče razvil v glavno postajališče mednarodnega ladijskega prometa. Singapursko pristanišče ima pomembno nalogo, imenovano pretovor. To je preprosto. Na primer, kontejner iz Kitajske, ki gre v drugo državo, se lahko najprej pripelje v Singapur, tam se preloži na drugo ladjo in nato nadaljuje potovanje. To je zelo velik posel. Leta 2024 je Singapur obdelal več kot 41 milijonov kontejnerskih enot. Približno 90% tega predstavlja pretovorni tovor. Zato ostaja največje središče za pretovor kontejnerjev na svetu. Niso se ustavili samo pri ladijskem prometu. Vlada je opazila, da se lahko dobra lokacija Singapurja izkoristi tudi za letalski promet. Veliko letov med Evropo, Azijo, Avstralijo in drugimi deli sveta lahko poteka prek Singapurja. Zato so zgradili veliko novo letališče. Leta 1981 so odprli letališče Changi. Zasnovano je bilo ne le kot kraj, kjer ljudje vstopajo na letala, ampak kot veliko mednarodno vozlišče, kjer lahko potniki prestopajo na druge polete in prekladajo letalski tovor. Ko sta se Changi in singapursko pristanišče širila, je država postala bolj privlačna za mednarodna podjetja. Enostavno je bilo pripeljati delavce, izdelke, opremo in zaloge v Singapur in iz njega. A vendar obstaja še ena industrija, ki je morda presenetljiva za državo brez lastne nafte. Singapur je postal velik center za rafiniranje in trgovanje z nafto. Država nima velikih zalog nafte in mora uvažati surovo nafto. Toda namesto, da bi to videli kot preprost problem, je Singapur zgradil velike rafinerije in petrokemične obrate. Surova nafta se pripelje sem iz drugih držav, obdela in predela v dizel, letalsko gorivo, ladijsko gorivo, kemikalije in druge izdelke, preden jih ponovno prodajo na mednarodnem trgu. Velik del industrije se nahaja na otoku Jurong, velikem industrijskem območju, kjer so rafinerije in kemična podjetja zelo blizu skupaj. Več kot 100 svetovnih energetskih in kemičnih podjetij tam posluje. Velika prednost je tudi, da skozi Singapur pluje ogromno ladij. Te ladje potrebujejo gorivo. Zato je Singapur postal izjemno pomembno središče za oskrbo ladij z gorivom. Bunkeriranje pomeni preprosto točenje goriva v ladje. To je kot bencinska črpalka za velike ladje. Leta 2024 je bilo v Singapurju prodanih skoraj 55 milijonov ton ladijskega goriva. Zato ostaja največje pristanišče za oskrbo ladij z gorivom na svetu. Čeprav Singapur nima lastne nafte, zasluži z uvozom, predelavo, trgovanjem in prodajo naftnih izdelkov.
To je eden najboljših primerov, kako Singapur izkorišča svojo lokacijo in infrastrukturo za poslovanje z viri, ki jih država sama nima. Ko je Singapur postajal bogatejši, se je spreminjala tudi vrsta delovnih mest, ki jih je želel privabiti. Sprva so tovarne, ki so potrebovale veliko navadnih delavcev, zelo pomagale. Toda, ko so plače naraščale, je postajalo težje tekmovati z državami, kjer je delovna sila cenejša. Zato se je Singapur postopoma preusmeril v bolj napredne industrije. Povečala se je proizvodnja polprevodnikov in elektronike. Povečalo se je število farmacevtskih podjetij, inženirskih podjetij, finančnih ustanov, tehnoloških podjetij in regionalnih sedežev velikih mednarodnih korporacij. Tukaj je postala pomembna njihova dolgoletna naložba v izobraževanje. Ker so bili delavci bolj usposobljeni, so lahko ustvarjali bolj zapletene in dražje izdelke ter storitve. In to še naprej privablja tuje naložbe. Po podatkih Singapurskega statističnega urada je konec leta 2024 stanje neposrednih tujih naložb v korporativnem sektorju države dosegla več kot 3 bilijone singapurskih dolarjev. To pomeni, da je v Singapuru ogromna količina denarja iz mednarodnih podjetij, saj ga uporabljajo kot bazo za poslovanje v Aziji. Vendar ne vlagajo le zasebna podjetja. Ko se bogastvo države povečuje, je tudi singapurska vlada našla način, da del narodnega bogastva investira za prihodnost. Ena najpomembnejših je Temasek. To je investicijsko podjetje, ki je v lasti singapurske vlade. Vlaga v številna podjetja in industrije v Singapurju ter v tujini. Do 31. marca 2026 je neto vrednost portfelja Temaseka dosegla približno 518 milijard singapurskih dolarjev. Obstaja tudi GEC, ustanovljen leta 1981, za vlaganje tujih rezerv Singapurja v različna sredstva po vsem svetu. GIC ne razkriva natančnega skupnega zneska denarja, ki ga ima, vendar je ena največjih investicijskih organizacij te vrste na svetu. Njegova naloga je zaščititi in povečati rezerve Singapurja, da jih bo država lahko uporabljala dolgoročno. Pomembno je, da vseh teh sredstev ne obravnavamo kot en sam velik bančni račun. Naloge Temaseka, GIC in CPF so različne. CPF je predvsem varčevalni sistem za pokojnine, stanovanja in zdravstveno varstvo delavcev. Medtem imata Temasek in GIC ločeni vlogi pri vlaganju nacionalnih sredstev in rezerv. Tukaj lahko vidimo, zakaj ni le en razlog, zakaj je Singapur postal bogat. Ni samo zaradi dobre lokacije. Veliko krajev na svetu ima prav tako dobro lokacijo, pa niso postali Singapur. Država je izkoristila svojo lokacijo skupaj z odličnim pristaniščem, letališčem, javnim prevozom, usposobljenimi delavci, stabilno vlado, poslovno prijaznimi politikami in velikimi naložbami v infrastrukturo. Ko mednarodno podjetje pride v Singapur, ima pristanišče za svoje izdelke, letališče za delavce in vodilne, usposobljene zaposlene, urejene ceste in železniške povezave, finančni sistem in vladne agencije, ki so osredotočene na poslovanje. Zato vsaka nova industrija pomaga Singapurju. Luka pomaga proizvodnji. Proizvodnja pomaga trgovini. Trgovina pomaga bančništvu. Letališče pomaga regionalnim sedežem in turizmu. Izobraževanje pa zagotavlja delavce za vse to. In denar, ki ga država zasluži, se vedno znova vlaga v infrastrukturo, ljudi in rezerve za prihodnost. Sčasoma niso samo proizvodnja in ladijski promet obogatili Singapurja. Močno se je razširila tudi njegova finančna industrija. Že dolgo tekmuje s Hongkongom kot glavno finančno središče Azije. Vendar pa je v zadnjih letih več mednarodnih vlagateljev in upravljavcev premoženja vložilo svoj denar v Singapur. Do leta 2024 je skupna vrednost sredstev pod upravljanjem v državi dosegla več kot 6 bilijonov singapurskih dolarjev. To pomeni, da finančna podjetja s sedežem v Singapurju upravljajo izjemno velike vsote denarja z vsega sveta. Veliko pripomore tudi uporaba angleščine. Čeprav je v Singapurju veliko Kitajcev, Malajcev, Indijcev in drugih skupnosti, je angleščina glavni jezik v vladi, izobraževanju in mednarodnem poslovanju. Zaradi tega Singapurci lažje sodelujejo s podjetji iz Združenih držav, Evrope in drugih delov sveta. Toda, ko se bogastvo Singapurja povečuje, pa še vedno obstaja ena težava, ki je prisotna že od osamosvojitve. Država je majhna in ima omejene lastne vire. Eden najpomembnejših virov je voda. Do danes ima Singapur velik vodni sporazum z Malezijo.
Po sporazumu, podpisanem leta 1962, lahko Singapur vsak dan vzame do 250 milijonov galonov surove vode iz reke Johor v Maleziji. Ta sporazum se bo iztekel leta 2061. Ker Singapur noče biti odvisen samo od drugih držav, je našel druge načine za pridobivanje vode. Zbira deževnico. Izdeluje desalinizirano vodo iz morja. Uporablja tudi in spre New Water, čisto vodo, pridobljeno iz odpadne vode, ki je bila podvržena zelo strogemu čiščenju. V prihodnosti Singapur pričakuje, da bo večji del svojih potreb po vodi pokrival z New Waterjem in desalinizacijo. Majhnost in odvisnost od drugih držav je tudi eden od razlogov, zakaj je Singapur zelo resen glede nacionalne obrambe. Od leta 1967 ima uvedeno obvezno služenje vojaškega roka. Večina singapurskih moških mora opraviti redno vojaško služenje. Potem jih lahko v primeru izrednih razmer v državi ponovno vpokličejo kot rezerviste. Razlog je preprost. Stalno prebivalstvo Singapurja je zelo majhno v primerjavi z Malezijo in Indonezijo. Zato mora imeti veliko skupino usposobljenih državljanov, ki lahko po potrebi pomagajo pri obrambi. Singapur veliko vlaga tudi v sodobno vojaško opremo. Singapurske oborožene sile imajo napredna lovska letala, vojne ladje, podmornice, sisteme zračne obrambe in oklepna vozila. Kupili so tudi 20 lovcev F-35 iz Združenih držav Amerike. Prvo letalo naj bi bilo dostavljeno konec leta 2026. Toda glavna obrambna strategija Singapurja ni iskanje vojne. Po navedbah Ministrstva za obrambo temelji na dveh stvareh: odvračanju in diplomaciji. Odvračanje je preprosto: narediti vojsko dovolj močno, da bodo druge države dobro premislile, preden bi poskušale napasti. Diplomacija pa pomeni ohranjanje dobrih odnosov z drugimi državami, da ne bi prišlo do konflikta. In tukaj nastopi eden največjih izzivov, s katerimi se Singapur trenutno sooča: njegov odnos z Združenimi državami Amerike in Kitajsko. Obe državi sta za Singapur izjemno pomembni. Združene države Amerike so njegov največji tuji vlagatelj in na tisoče ameriških podjetij posluje v Singapurju. Tesni so tudi vojaški odnosi med obema državama. Čeprav Singapur ni formalni vojaški zaveznik Amerike, Kitajska je prav tako zelo pomembna. Je ena največjih trgovinskih partneric Singapurja in poslovni odnosi med državama so zelo obsežni. Hkrati veliko kitajskih podjetij uporablja Singapur kot regionalno bazo. Zato Singapur noče preprosto izbrati samo ene strani. Ima jasno politiko ene Kitajske, vendar ohranja tudi tesne gospodarske in varnostne odnose z Združenimi državami. Singapur si prizadeva sprejemati lastne odločitve. Na podlagi tega, kar je najboljše za državo. Ne zato ga na to sili Washington ali Peking. Toda ko se tekmovanje med Združenimi državami in Kitajsko zaostruje, je takšno ravnotežje vse težje ohranjati. Če bi v Aziji prišlo do velikega konflikta, še posebej glede Tajvana, bi lahko Singapur občutil pritisk z obeh strani. To je problem, ker je celoten uspeh Singapurja odvisen od sveta, v katerem ladje lahko prosto plujejo. Mednarodna trgovina je odprta, denar se premika med državami in podjetja lahko varno vlagajo. Če se svetovno gospodarstvo razdeli na nasprotujoči si skupini Združenih držav in Kitajske, bo Singapur morda težko ostal na sredini. Tudi vodstvo Singapurja samo pravi, da narašča nevarnost, da bi se svetovno gospodarstvo razdelilo na dva ločena sistema, osredotočena na Ameriko in Kitajsko. In tukaj lahko vidimo, zakaj je zgodba Singapurja posebna. Leta 1965 je bila to majhna država, ki ni bila prepričana, ali lahko preživi sama. Ni imela ni nafte, ima malo zemlje, primanjkuje ji lastne vode, ima malo prebivalcev. Vendar je izkoristila tisto, kar je imela. Izkoristila je dobro lokacijo za ladijski promet. Pristanišče in letališče je razvila v objekta svetovnega razreda. Pripeljala je tuja podjetja, da bi ustvarila delovna mesta. Okrepila je izobraževanje, da bi povečala znanje delavcev. Zgradila je javna stanovanja in prometno infrastrukturo. Zaostrila je boj proti korupciji. Vlagala je v finance, tehnologijo, proizvodnjo in nacionalno obrambo. In predvsem je vedno znova spreminjala strategijo, ko se je svet spreminjal. Zato najpomembnejši razlog, zakaj je Singapur obogatel, ni ta, da bi našel neko skrivno formulo. Pravzaprav je resnično izkoristil tisto malo, kar je imel, na najboljši možni način. Toda iste stvari, ki so Singapur obogatile. Svetovna trgovina, mednarodne naložbe in povezave s celotnim svetom so lahko tudi njegov največji problem v prihodnosti.
Zato, po skoraj 60 letih izjemno hitrega razvoja, naslednje veliko vprašanje za Singapur ni več, ali lahko postane bogat. Vprašanje zdaj je, ali lahko ostane uspešen v svetu, ki je bolj razdeljen, bolj napet in težje predvidljiv kot takrat, ko se je njegov vzpon začel.